Dandanes nam govor o islamu porodi vrsto pomislekov, predsodkov, nekakšno nelagodje tudi. Vendar gre za povsem drugi in pa drugačen svet. Pred slabim tisočletjem, v času med 7. in 16. stoletjem, pa je bila civilizacija islamskega sveta inkubator idej v znanosti, tehnologiji. Rojevali so se presenetljivi izumi, ko je nastala prva univerza, odkritja v medicini, gradbeništvu, matematiki in tako naprej in tako naprej. Dr. Primož Trbenc, obisk razstave 1001 izum, ki je zdaj na ogled v Ljubljani, je res presenečenje. Kaj vse je takratna civilizacija ponudila človeštvu? Odkritja, izume, ki jih še danes sprejemamo kot samoumevne. Je zgodovinski spomin kratke sape ali so se viri tako zabrisali? Ja, naj začnem s tem, da je to, da imamo v Ljubljani priložnost videti to razstavo 1001 izum, vsekakor hvalevredno. Kajti ta razstava nam zelo stvarno sporoča, kako neprecenljiv oziroma celo odločilen je bil doprinos islamske civilizacije k razvoju sodobnega Zahoda. Naj povem, da vsi na primer poznamo besede, kot so alkohol, algebra, azimut, zenit, admiral, arzenal in tako naprej, vendar pa se le malokrat zavemo, da gre za arabske oziroma turške besede, ki izhajajo iz muslimanskega sveta. Vsak dan tako rekoč uporabljamo arabske številke, ne pomislimo pa na to, s kakšno briljantno in predano intelektualno dejavnostjo so bile razvite. Torej, če pa govorimo o Sloveniji, potem bi morda lahko povedali tudi to, da smo bili tudi Slovenci v določeni meri soudeleženi pri prenašanju arabskega znanja v zahodni svet. Namreč Herman iz Koroške, ki je bil že etnično Slovenec, ki pa je v zahodnih virih označevan kot Herman iz Karintije oziroma celo kot Herman Nemec, je, torej najprej treba vedeti, v letih 1142-1143 skupaj z Angležem Robertom iz Kettona opravil prvi prevod muslimanske svete knjige Koran iz arabščine v latinščino. Ta Herman iz Koroške pa je prevedel tudi pomembno delo Uvod v astrologijo, ki ga je napisal znameniti arabski astrolog Abu Mašar al-Balhi, na zahodu znan kot Abu Mazar. Torej, Slovence bi nas lahko vsa ta tematika zanimala poleg tega že odločilnega pomena, ki sem ga omenil, tudi zaradi našega doprinosa. Kakšne pa so bile zgodovinske okoliščine, da je v takratnem času cvetila islamska civilizacija? Vodilni so bili v znanosti, optiki, matematiki, pridobivanju in predelovanju kovin, medicini. Vzpon pa je trajal skoraj 1000 let, 900 let. Torej, najprej treba nujno poudariti neko inherentno povezavo oziroma tesno povezanost med islamom kot religijo in pa učenjaštvom. Arabska beseda ilm, ki označuje znanje oziroma vedenje, je druga najpogosteje omenjena beseda v muslimanski sveti knjigi Koran. Skupaj z izpeljankami tvori okoli 1% vseh besed v Koranu. In 20. sura v 114. aji na primer pravi: in reci, gospodar moj, povečaj moje znanje. Torej, najsvetejša sveta knjiga v islamu oziroma prvi pravni ver izrecno govori o tem, da morajo muslimani povečevati svoje znanje. Hkrati pa obstajajo tudi nekateri hadisi, to je drugi ver muslimanskega prava, tako imenovana suna, prerokova normativna praksa, ki govori o tem, kaj je prerok Mohamed rekel, naredil in tiho odobril. Torej, neki hadisi zelo stvarno poudarjajo pomen znanja. Na primer, prerok Mohamed je rekel: črnilo učenjakov je več vredno kot kri mučenikov. In pa tudi, da je iskanje znanja obveznost vsakega muslimana. Tako ni naključje, da morda največji proučevalec povezave med islamom in učenjaštvom Franz Rosenthal pravi: ilm, torej znanje, vedenje, je pravzaprav islam. To moramo vedeti. Zdaj pa, če hočemo razumeti konkreten doprinos islamske civilizacije, potem moramo malce poznati okoliščine. Namreč, v 5. stoletju, konkretno, ko je leta 476 padal zahodno-rimski imperij v zahodni Evropi, je v zahodni Evropi klasično znanje začelo naglo izginjati. Neprecenljivi grški teksti so bili ali izgubljeni, ali uničeni v vojni,
ali pa jih zaradi splošnega neznanja ali pa neznanja oziroma nerazumevanja grškega jezika niso znali več razlagati oziroma brati. Zelo indikativno je to, da povemo, da v tem zgodnjem srednjem veku Zahodna Evropa ni znala več natančno določati dnevnega časa. In tudi ni znala natančno voditi takratnega julijanskega koledarja. Naprimer, ni znala določiti, kdaj natančno pride najsvetejši krščanski praznik, to je Velika noč. Za razumevanje tega je namreč potrebno precej znanja iz astronomije. Najbolj popularen zahodni znanstveni tekst etimologije, ki ga je napisal škof Izidor iz Sevilje, je vseboval neko navedbo, da je Zemlja ravna. Torej, v tem kontekstu, ko je bila Evropa tako rekoč v popolnem neznanju, je muslimanski svet prevzel civilizacijsko pobudo. Je bil pa to velik imperij, se je raztezal vse od Španije pa skoraj tam do Kitajske. Tako je, treba je razumeti, da je geografsko ta imperij je bil ustvarjen že v času damaščanskega omajadskega kalifata med leti 661 in 749. To pomeni, da ko je kalifat iz damaščanskih omajadov prešel na Abaside, je tem Abasidom padel v roke ta ogromen teritorij in naj omenim, da je afiniteto do znanja mogoče zaznati že v tem, da je drugi abasidski kalif Abu Džafar al-Mansur ukazal, da je treba zgraditi novo prestolnico kalifata, Bagdad, in ukazal je, da je treba to novo prestolnico zgraditi v obliki pravega kroga. Zakaj v obliki pravega kroga? Zato, ker je bil njegov najljubši učenjak grški geometrik Evklid. To je torej že napovedalo, kakšna bo politika kalifata, in ta isti Abu Džafar al-Mansur je ukazal, da mora kalifat sistemsko, sistematično pridobivati indijske, perzijske in pa helenske znanstvene in filozofske knjige, jih zbirati in prevajati v arabščino. In torej s tem sem že omenil, da tisto, kar je pomembno razumeti, je, da je bagdadski abasidski kalifat povezal prej nepovezane civilizacijske kroge oziroma okolja, indijskega, perzijskega in pa helenskega. Hkrati je pa v roke dobil intelektualna središča, ki so bila prej tudi razdrobljena. Govorim o povezavah med Edeso v Mali Aziji in Džundi Šaporjem v zahodnem Iranu in med Haranom v Mali Aziji in pa Marvom v srednji Aziji. Poleg tega je treba razumeti tudi to, da je muslimanski imperij na Bližnjem vzhodu marsikdaj osvobodil nekatere krščanske skupine, ki so se pod Bizancem počutile izjemno nelagodno, ker jih je Bizanc preganjal kot nepravoverne, kot krivoverske. Govorimo o nestorjanci, govorimo o monofizitih in muslimani so jim dali torej možnost prakticirati intelektualno dejavnost. Se pravi, neka strpnost do recimo drugih religij, ne? Tako je. Torej, islam je kristjane in pa jude tradicionalno obravnaval kot al-kitab, ljudi knjige, ki naj bi jim bilo brano iz iste božje knjige, kot je bilo potem za njimi brano tudi preroku Mohamedu. Zato je islam praviloma tem skupnostim puščal visoko stopnjo avtonomije, praviloma so morali plačevati zgolj poseben davek glavarino džizjo. Torej, prav ti nestorjanci in pa monofiziti so se izkazali nestorjanci na področju prevajanja, grških del najprej v sirščino, potem pa iz sirščine v arabščino. Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi je najbolj znamenito ime. Monofiziti pa so bili izjemno dobri matematiki, ki so prevajali matematične tekste in jih razvili naprej. Torej, naj poudarim, da med polovico 8. stoletja in konec 9. stoletja, v 150 letih, so v bagdadskem abasidskem kalifatu pridobili vsa dostopna grška znanstvena in filozofska dela. Morda edina izjema, ki potrjuje pravilo, je bila Aristotelova politika, za katero še danes ne vemo, zakaj je niso pridobili in prevedli. Ta apetit za znanje je bil tako velik, da so včasih Bizancu kot pogoj oziroma predpogoj za sklenitev premirja v vojnah postavljali zahtevo, da jim mora dostaviti kopijo oziroma en izvod kakšnega od grških mislecev, Evklida, Galena, Aristotela, Platena in tako naprej. Hkrati pa naj torej poudarim, da arabski svet oziroma bagdadski abasidski kalifat
nikakor ni zgolj prevajal grških del v arabščino, s čimer jih je obvaroval pred izginotjem, ampak jih je tudi bistveno in odločilno nadgrajeval. Omenili ste Bagdad nekajkrat, ne? In hiša modrosti, njihova ustanova, univerza, kakorkoli bi jo že imenovali, je bila tista, ki je na nek način bruhala v bistvu znanje, delala, kako bi rekli, a ne, popularizacijo, vabila ljudi in tako naprej. Res je, torej hiša modrosti v arabščini Bajt al-Hikma, ki jo je najprej pravzaprav postavil abasidski kalif Harun ar-Rašid, znameniti kot knjižnico modrosti, potem pa je v to obliko hiše modrosti torej spremenil njegov sin, znameniti intelektualec, eden največjih med vladarji muslimanskimi Al-Mamun, ki je bil racionalist. Torej 830 ta Al-Mamun Bajt al-Hikmo, hišo modrosti, vzpostavi kot trojno institucijo, kot knjižnico za grška klasična dela, znanstveno akademijo in pa prevajalski urad. In torej v tej instituciji, ki jo lahko štejemo za najpomembnejšo znanstveno izobraževalno institucijo po veliki aleksandrijski knjižnici, ki je obstajala v Egiptu v času vladavine Ptolemajcev med leti 323 in pa 30 pred našim štetjem, torej v hiši modrosti so govorili celo paleto jezikov, arabščino, perziščino, torej potem hebrejščino, urdu celo in tako naprej. In tam so se srečevali največji učenjaki tistega časa in prevajali torej grška dela v arabščino, hkrati pa jih seveda nadgrajevali. In zato je ta institucija torej dejansko na nek način simbolizira ta glad po znanju, ki obstaja v bagdadskem abasidskem kalifatu. Obstaja neka legenda, da če si napisal knjigo in jo prinesel v kalifat v Bagdadu, so ti jo plačali po teži v zlatu. Če si jo prinesel papežu, recimo v Evropi, je seveda inkvizicija naredila svoje, če ni bila primerna. Torej to je neka zgodba, sam moram reči, da ne poznam toliko ozadja, torej dopuščam možno, da je tudi apokrifna ta zgodba. Lahko pa nekaj tistega, kar je dejansko ugotovljeno, dodam, namreč, da tisto, kar je pomembno omogočilo preboje znanstvene, ki jih je naredil arabski svet, je bilo to, da je arabski svet leta 751 po bitki pri Talasu v Srednji Aziji, kjer so arabske muslimanske armade premagale vojsko kitajske dinastije Tang, da je po tej bitki pridobil sposobnost oziroma prevzel sposobnost tehnologije izdelave papirja. In ker je znal izdelovati papir, je na ta način lahko tudi knjige izdeloval in skladiščil znanje, ga zapisoval na ta papir in ga skladiščil, ga arhiviral. Tako da so preko papirja, preko knjig lahko začele ideje in koncepti krožiti po celem imperiju in se oplojevati seveda. Naj opozorim, da v tem času, torej v 8. stoletje in pa naprej, je Evropa še vedno pisala na živalske kože, ki jih je bilo zelo težko pripraviti za pisavo, če se je sploh dalo pisati gor, še težje pa seveda potem skladiščiti. Tako da v arabskem svetu se je zelo hitro razvila globoka kultura knjige, neka izjemna afiniteta do knjig, tako da v tem času nastanejo tudi prve svetovne knjižnice, v Damasku, Bagdadu in tako naprej, ki so bile velikokrat zasebne, velikokrat pa tudi javne, torej in so bile dostopne širšemu prebivalstvu. Te knjižnice so že imele po več 100.000 izvodov del. Ko pa ravno govorim o knjižnicah, naj omenim, da pravzaprav najbolj znana je knjižnica, ki ni bila ustanovljena na samem Bližnjem vzhodu, ampak v muslimanski Španiji, v kordobskem omajadskem kalifatu za časa Al-Hakama II., to je tam nekje 977 oziroma 961-976, ta Al-Hakam II. Pa velja za največjega intelektualca med vsemi muslimanskimi vladarji. On je pošiljal posebnih poslancev v Bagdad, Damask in Kairo, kjer so kupovali rokopise oziroma jih prepisovali. In v tistem času, kar želim poudariti, v tistem času je imela kordobska knjižnica, torej v 10. stoletju, imela več knjig kot vsa ostala Evropa skupaj. Torej šlo je za izjemno plodno obdobje tudi v muslimanski Španiji.
No, tudi prevajalstvo se je recimo v Španiji takrat izjemno razmahnilo, sicer tam okrog 12. 13. stoletja, zlasti v Toledu, kjer so prihajali tako muslimanski, tudi evropski, to ste sicer že omenili tega Hermana iz Koroške. Koliko je to recimo prineslo nek vzpon potem tudi za Evropo? Ja, torej, treba je najprej poudariti, da v 12. stoletju je potekal največji prevajalski proces v zgodovini znanosti. V Toledu, ampak tudi na Siciliji in pa deloma v sirski Antiohiji so zahodni učenjaki intenzivno prevajali arabska znanstvena dela v latinščino. Prevajali so jih nekateri veliki umi, ki jih velja vsaj malce omeniti, namreč Abelardo iz Bata je bil osebni svetovalec Henrika II., to je utemeljitelj anževinske dinastije v Angliji in pa oče znamenitega Richarda Levesrčnega. Torej, ta Abelardo iz Bata je prevedel nekaj del, naprimer prevedel je zvezdne tabele od Al-Khwarizmija, potem Gerard iz Cremone s svojo ekipo je prevedel okoli 70 del, med temi nekatera bistveni prevod je bil Almagest, veliki zbornik astronomije, ki ga je napisal veliki grški astronom in pa geograf Ptolemej. Potem Gerard iz Cremone je prevedel tudi kanon medicine Abu Ali ibn Sina oziroma Avicene in pa tako imenovan Kordobski koledar. Potem je tukaj Daniel iz Morleja in pa nenazadnje Michael Scott, torej, ki pa je prevajal na Siciliji. In sicer Michael Scott je bil osebni svetovalec in posebni zdravnik sicilijanskega normanskega vladarja Friderika II. Hohenstaufna, ki je bil tudi svetorimski cesar in pa kralj Jeruzalema. Ta Michael Scott bo morda komu zanimiv zaradi tega, ker je bil tudi mentor Leonardu Fibonacciu, enemu največjih genijev v zgodovini matematike. Torej, Michael Scott je prevedel 4 velike komentarje, ki jih je naredil Abu al-Walid ibn Rušd, na zahodu znan kot Averroes. In ti komentarji so potem prišli preko Sicilije in Italije. Tako, komentarji, Ibn Rušd je naredil komentarje Aristotelovih del. Komentar pomeni razlaga natančno in pa nadgradnja. Torej, te so prišli na Sicilijo, tudi vsa ostala dela prevodi, o katerih sem govoril, da je do njih prišlo v 12. stoletju, so seveda tudi prišli v Evropo in prav to, torej že v 12. stoletju, je bil resnični začetek oživljanja klasičnega znanja v Evropi. Kar pomeni, da se je to dogajalo 200 let pred začetkom tako imenovane renesanse v Evropi. Torej, treba tle dodati, da renesansa, ki pomeni preporod, novo rojstvo, namreč grške klasične misli naj bi bila, da je vsaj v določeni meri konstrukt. No, zanimivo je, da recimo ves ta intelektualni naboj in pa te stvari okrog prevajanja je na svoje zabeležil tudi Caravaggio v eni svoji sliki, kjer je Averroesa tako ob strani naslikal v neki skupini tega intelektualnega vrenja oziroma debate in tako naprej. Aha, morda mislite na sliko Atenska šola? Ko Averroes pravzaprav z belim turbanom v zeleni obleki gleda v delo Aristotela. Tako. Ja. Tako da to je bilo pa potem že 15. stoletje v bistvu, ne? Ja. Torej, Averroes je deloval v... Ja, ampak Caravaggio je to kasneje, ja. Se pravi, da je nekako pustilo to sled, spominsko sled tudi v kasnejših stoletjih v bistvu, ne? Ja, to je pustilo, čeprav moram reči, da se je vse od začetka 12. stoletja se je v Evropi produciral in pa reproduciral tako imenovan protiislamski diskurs. In ta protiislamski diskurs sloni na 3 stebrih in eden od stebrov tega diskurza je tudi zatrjevanje, da je islam inherentno sovražen do racionalne misli. Da se predvsem podreja religijski ortodoksnosti in da ta ortodoksnost naj bi nasprotovala znanosti. Torej, če povem čisto prozaičnem jeziku, da islam je sovražen do znanja in da ni sposoben producirati znanstvenih odkritij, da če jih že je, da naj bi zgolj se to omejilo na neko obdobje med 8. in 12. stoletjem, potem pa naj bi prav ta religijska ortodoksnost zatrla te poskuse.
Naj povem še nekaj, ko ravno omenjate, torej to, ko smo omenila to sliko Atenska šola, da je Atensko šolo leta 529 zaprl bizantinski cesar Justinijan in zadnjih 7 profesorjev nagnal ven, in te so potem zatočišče našli v Sasanitskem iranskem imperiju, v Džundi Šapurju, v jugozahodnem Iranu, tam leta 555, torej še pred nastopom islama. Je bil pa to, torej ta smer iz Irana je bila potem ena od prestopnih točk, kjer je to grško klasično znanje prihajalo v muslimanski svet. Ampak, če se od tega ekskurza vrnem nazaj, nažalost se mi zdi, da je v Evropi torej premalo oziroma veliko premalo se zavedamo pomena, ki ga je imela islamska civilizacija za znanstvene preboje Zahoda, in se to islamsko znanje v veliki meri se na nek način želi zanikati, pri čemer pa moramo omeniti, torej tle se bom skliceval na neko zelo dobro knjigo, ki je napisan Jonathan Lyons, Islam Through Western Eyes, podaja zelo prepričljivo tezo, da so protiislamski diskurs skozi zgodovino Evrope generirali neke pomembne intelektualne skupine, naprimer na začetku renesansi humanistični teoretiki, potem v času razsvetljenstva razsvetljenski učenjaki, potem orientalisti v 19. stoletju zaradi nekih svojih partikularističnih interesov. Čisto konkretno, Jonathan Lyons poudarja, da so v renesansi te renesančni humanistični teoretiki, začenši z Frančeškom Petrarko. Petrarka je rekel, težko me boste prepričali, da lahko karkoli dobrega pride iz Arabije. Torej, da so te teoretiki na vsak način skušali dokazati neko neposredno, torej pomembno razumeti neposredno in pa slavno povezavo med svojim lastnim intelektualnim delovanjem in pa klasično Grčijo in Rimom. Da bi dokazali to neposredno povezavo, so seveda morali izbrisati tistega posrednika, vmesni člen, ki očitno v več stoletjih prenesel to znanje, ga oplemenitil, to pa je bil seveda arabski intelektualni prispevek. In so se oprli na že prej obstoječi protiislamski diskurs, ki govori o tem, da islam torej ni sposoben znanstvenih odkriti, da je fanatičen, agresiven, da preganja ženske in tako naprej. No, seveda ostaja nam še vprašanje mnogih raziskovalcev, tu naj omenim Jozefa Nidama in pa klasicista Jana Morisa, ki se veliko ukvarjajo s vprašanji, zakaj je ena civilizacija odcveti in propade, oziroma zaostaja neka druga ali pa stagnira. No, v primeru razlage zatona islamske civilizacije pa je kar nekaj teorij. Po eni od njih naj bi bila obilica naravnih virov, učinkovita oblast in pa vrednote, ki spodbujajo inovacije in razvoj, že v izhodišču omogočeno za nek družben razvoj. Tako naj bi se Zahod pripravljal na modernizacijo in slednjič tudi industrijsko revolucijo, ki je utrdila potem prevlado. Druga teorija pa denimo vidi preobrado v posameznih neponovljivih dogodkih. Tu navajajo primer Krištofa Kolumba, ki je naletel na novo celino in s tem sprožil niz dogodkov, ki so spodbudili tudi gospodarski razvoj Zahoda. Zanimivo je pa, da obstaja tudi teorija, ki upočasnjevanje muslimanske civilizacije razlaga s pustošenjem kuge v 14. stoletju. No, vendar pravi Moris, vsaka prevladujoča civilizacija doseže meje nekih svojih zmožnosti. Kakšna je vaša razlaga? Jaz mislim, da ste našteli nekaj segmentov, ki jih je treba torej sintetizirati, v neko veliko zgodbo spraviti. In tle je treba poudariti, torej poskušal bom biti koncizen, da veliko avtorjev poudarja tudi to, predvsem tisti, ki tudi reproducirajo protiislamski diskurs, da je znanost zamrla v muslimanskem svetu, torej najprej pravijo že v 12. stoletju, da tam naj bi bilo konec tega zlatega obdobja. Najprej treba poudariti, da islamska znanost je bila zelo vibrantna tudi med 13. in 16. stoletjem, ko ste tudi sami že, mislim, da pred nekaj minutami poudarili. To se lahko vidi prek astronomskih observatorijev, naprimer v Maragi, Damasku, v Samarkandu, v Istanbulu, da je bila zelo dinamična do 16. stoletja. Torej, če se pa vprašamo, kaj pa tisto, kar je povzročilo zaton, potem ta neka struja oziroma močna struja v zahodni misli pravi,
tisto, kar sem že omenil, da je do zatona znanosti prišlo zaradi nastopa ortodoksnih islamskih teologov. Predvsem se omenja utemeljitelja ašaritske teologije Abu al-Hasana al-Ašarija in pa največjega islamskega teologa Abu Hamida al-Gazalija. Ta slednji je živel v leti 1058-1111. Pri tem se poudarja, da sta ta svojo ortodoksnostjo zatrla naprimer racionalno misel v filozofiji, v dobršni meri je to res, ampak hkrati je treba pa jasno poudariti, da če je imela ta teologija res morda nek velik vpliv na to, ali se filozofija lahko razvija ali ne, pa ta teologija ni imela pravega učinka na racionalne, na razumske znanosti, matematiko, medicino, strojništvo, kemijo in tako naprej. Tako da prva zadeva, ki dokazuje, da so te ortodoksni teologi zatrli neko znanost, je že ta, da je, kot sem rekel, že po smrti Abu Hamida al-Gazalija ta znanost kar dobro še delovala naprimer na področju astronomije. Veliko bolj se mi zdi pomembno poudariti nekaj drugega. Že Abderrahman ibn Haldun, ki ga je treba tudi upoštevati, napisal znamenito delo Al-Muqaddima uvod v zgodovino v 12. stoletju in je vplival s svojim delom tudi na Karla Marxa, Wilfreda Pareta in pa na Maxa Webra. Torej velja za enega od očetov sociologije in pa ekonomije. Že Abderrahman ibn Haldun je rekel, da znanost se povečuje lahko zgolj, če se povečuje tudi blaginja in če obstaja neka civilizacijska veličina. Namreč poudarjajo tudi to, da povpraševanje po znanstvenikih lahko generira zgolj močna država. Da država je tista, ki povprašuje po nekem znanju in to potem usmerja svojo politiko v neke velike dosežke. In tukaj je treba povedati, da muslimanski svet je tam nekje po 12. stoletju začel močno upadati na področju predvsem tega ekonomskega razcveta in pa politične stabilnosti. Če je Evropa v 16. stoletju dosegla neke preboje revolucionarne, Nikolaj Kopernik s svojim heliocentričnim sistemom in pa potem predvsem sredi 17. stoletja naprej, je to dosegla zaradi tega, ker je imela dve bistveni lastnosti. Prvič cvetočo ekonomijo, drugič pa daljše obdobje politične stabilnosti. In v tem okolju je delovala lahko neka skupnost učenjakov, ki so dosegali preboje. Za muslimanski svet velja povsem nasprotno, da po 12. stoletju naprej se je pravzaprav ni imel nikoli več neke zares cvetoče ekonomije in pa politične stabilnosti, ampak nasprotno. Po vrsti lahko izpostavimo celo vrsto nekih udarcev, ki jih je prejemal. Prvič, razpad oziroma uničenje vitalnih namakalnih sistemov. Ne pozabimo, govorimo o delu sveta, ki je izjemno sušen, ki je lahko kmetijstvo generiral zgolj ob velikih namakalnih sistemih, ki jih je seveda zgradila močna centralizirana država. Te namakalne sisteme so v veliki meri v 13. stoletju uničili Mongoli, ki so vdrli v ta prostor. S tem je bilo konec kmetijstva, naprimer v Iraku, in ekonomije in civilizacije na splošno. Drugič, naravne nesreče. V Egiptu je prišlo precej pogosto do ogromnega padca vodostaja Nila, kar je povzročilo ogromne lakote in depopulacijo, torej zmanjševanje števila prebivalstva. Nadalje omenili ste epidemije kuge. Res je, v 14. stoletju, podobno kot v Evropi, je tudi muslimanski svet doživljal hudo epidemijo kuge, tam 1347-1349. Po nekaterih podatkih je umrlo 1/3 vsega prebivalstva osrednjega dela muslimanskega sveta. Te epidemije kuge so se nadaljevale tudi v 15. stoletju. In pa ne nazadnje, torej pomembno je poudariti, ne nazadnje, treba je vedeti, da islamski svet je zaradi svojega geografskega reliefa bil bistveno bolj kot Evropa podvržen zunanjim invazijam, intervencijam in napadom. Torej, islamski svet nima velikih gorskih masivov in pa širokih gozdov, ki bi zadrževali tuje invazije. In zato torej ga najprej prizadel udarec v obliki križarskih vojn med torej koncem 11. stoletja in koncem 13. stoletja. Križarji so bili na Bližnjem vzhodu 13 stoletij in muslimanski svet je moral porabiti ogromno energije, da je lahko
prek Mamelukov te križarje torej porinil ven. Te energije seveda ni mogel plasirati v znanost. Ko pa križarjev niti ni še ven porinil, se je na vzhodu pojavila še hujša katastrofa, to so bili Mongoli. Ne pozabimo, da je Džingis Kan že v prvi polovici 13. stoletja vdrl v Srednjo Azijo, zasedel Buharo, Samarkand in Hvarazm in jih opustošil. V drugi polovici 13. stoletja pride še hujši mongolski napadalec, Džingis Kanov vnuk Helegu, ki zavzame februarja 1258 Bagdad. Ta center, o katerem sva močno govorila, ko Mongoli zasedajo Bagdad, prvič končajo bagdadski basitski kalifat, v pravnem smislu ga pretrgajo, ubijajo zadnjega kalifa Al-Mustazima, hkrati pa po najbolj konzervativnih podatkih ubijajo 200.000 ljudi. In to je najhujša posledica bila mongolskih invazij, ogromna depopulacija. Mongoli so bili strašni osvajalci in so pobili cela mesta na obeh stranih Evfrata. Torej Al-Kazvini, muslimanski učenjak, je rekel, da tudi če nadaljnjih 1000 let muslimanske sveta ne prizadene več nobena nesreča, si ne bo mogel opomoči več. Torej, vse to je pripomoglo k ogromni depopulaciji. En podatek, v 19. stoletju je imel Osmanski imperij zgolj okoli 17 milijonov ljudi, Zahodna Evropa pa 190 milijonov. Muslimanski svet je prizadelo tudi to, da se je z geografskimi odkritji začelo so se s tistim, kar ste omenili, to je Krištof Kolumb, 1492 v letu Rekonkiste, ko so ponovno osvojili vso Španijo, kristjani, odpravil na zahod proti Indiji. Pomembno razumeti, to je manj znano, da Krištof Kolumb je imel ta motiv, da bi prišel do bogastev Indije in oborožil veliko vojsko ter zasedel Jeruzalem oziroma nastopil proti muslimanskemu svetu. Skratka, kar naenkrat so Evropejci začeli obvladali plovbo, prišli do Južne Amerike, dobili veliko bogatstva, hkrati pa so Portugalci konec 15. stoletja prišli tudi v Indijski ocean in počasi se začela trgovina, ki je prej potekala preko kopnega, iz Azije v Evropo in so jo obvladovali muslimani, seliti predvsem Nizozemci v 17. stoletju na morje. Kar naenkrat so muslimani postali neka slepa luknja, preko katere ni šla več trgovina. In to je napovedalo naslednjo veliko katastrofo, da so najprej evropske sile ekonomsko vdirale v muslimanski svet preko tako imenovanih kapitulacij, si potrdila ekonomsko muslimanski svet, da je postal že takrat neka periferija, ki je zgolj sprejemala končne produkte in dajala zgolj surovine. Potem pa seveda pride fizična vojaška zasedba kolonialnih sil evropskih, ki traja do polovice 20. stoletja in pravzaprav njene posledice trajajo vse do danes. Vse to govori o tem, da islamski svet se ni mogel več doseči dodatnega preboja v moderno znanost, ker ni imel ekonomske prosperitete, torej nekega precejšnjega prebivalstva, ki je bil povsem depopuliran, in pa politične stabilnosti. In to traja vse do danes. Ko lahko rečemo, da je pravzaprav ves muslimanski svet v terminologiji strukturalistične teorije mednarodnih odnosov periferija, ki je povsem podrejena zahodnemu jedru.